Zakaj menite, gospa Tanja, da je program primeren za kadrovike, pa tudi za vodje? Pozdravljeni. Jaz absolutno mislim, da je ta program sestavljen tako, da nudi celovit pregled čez celotno delovno pravo kot tako, ki je pač pomembno za delo v kadrovskih službah. Program je sestavljen iz večjih delavnic, na katerih predavamo različni strokovnjaki, vsak s svojega področja. Prepričana sem, da tako ostali, kakor tudi sama, resnično probamo v ta teoretični del, torej v teorijo, ki jo črpamo iz zakonodaje, vnesti čim več nekih svojih praktičnih izkušenj, da lahko udeležencem tega seminarja resnično na praktičnih primerih in pa za sodno prakso pokažemo in razložimo, zakaj so neki postopki relevantni, da ne pride do nekih neželenih posledic. Prepričana sem, da je program zastavljen tako in da konec koncev tudi predavatelji se potrudimo in smo sposobni snov razložiti tako nekomu, ki je že stari maček, če lahko temu tako rečemo, v delu kadrovske službe, kakor tudi nekomu, ki je mogoče šele začetnik. Če se osredotočim samo na stvari, ki jih predavam sama, lahko rečem, da zagotovo zaobjamem celotno delovno razmerje, to pomeni tako od sklepanja pogodbe o zaposlitvi, kakor vseh tistih pravic in obveznosti in dogodkov, ki se odvijajo tekom trajanja delovnega razmerja, kakor tudi potem seveda načinov prenehanja delovnega razmerja. Menim, da je to nekaj, kar zagotovo mora poznati vsak kadrovik, seveda pa tudi vsak vodja, ker konec koncev je vodja tisti, ki odloča, ki daje navodila, mogoče je kadrovska služba tista, ki seveda svetuje, ampak na koncu je pa vodja tisti, ki sprejme odločitev in da neko zeleno luč kadrovski službi, da bo neke postopke speljala. Sigurno sem prepričana, da v tem programu bodo kadrovniki dobili tisto potrebno znanje, mogoče neko nadgradnjo znanja, mogoče neko posodobitev znanja. Delovno pravo je pač področje, ki se vseeno spreminja, ne glede na to, da se mogoče zakon o delovnih razmerjih sedaj že nekaj časa ni noveliral, pa vendarle je sodna praksa tista, ki pa se spreminja, stališča Vrhovnega sodišča so se v zadnjih letih glede nekaterih institutov in nekaterih pravnih vprašanj vendarle spremenila, tako da je zelo pomembno, da so kadroviki res na tekočem, kajti neka stališča, ki so bila nekako pravilna, mogoče 10 let nazaj, danes zelo verjetno niso več. In če se ravnamo po nekih smernicah, ki smo si jih mogoče zastavili 10 let nazaj, ali pa po nekih aktih, ki smo jih sprejeli 10 let nazaj, je zagotovo čas, da kadroviki mogoče splošne akte, vzorce svojih pogodb o zaposlitvi in tako naprej renovirajo, kajti kot rečeno, delovno pravo je zagotovo področje, ki se spreminja in pri katerem je potrebno spremljati sodno prakso. Predvsem pa mislim, da je smotrno nekako čim več časa vložiti v nek študij, lahko seveda tudi preko seminarjev, kot je tale, ker na ta način seveda ti veliko manj časa vzame, da se seznaniš z nekimi novostmi ali pa spremembami, kot če moraš sam brskati, pa mogoče niti ne veš točno, kam pogledati.